Spoštovane ljubiteljice lepe besede in ostali. Lepo pozdravljeni. Ta teden se je začel čas obdarovanj, zelo pomembnega ljudskega običaja. Darila darujemo in prejemamo doma, v službi, med prijatelji, celo tisti vedno namrščeni sosed, ki nikoli ne pozdravlja v dvigalu, zna presenetiti s kakšno pomarančo za otroka. Decembrska obdarovanja bogatijo naše medčloveške odnose, bogatijo pa tudi naš jezik. Jezikoslovci brez meja že dlje časa urejamo prav posebni darilni slovarček. Omenimo nekaj najbolj zanimivih primerov darilnega žargona. Vsi poznamo tisto darilo, ki ga nismo zadržali, ampak samo prepakirali in podarili naprej. Takemu darilu rečemo krožidar, ker kroži iz roke v roko. Slabšalno ga poznamo tudi kot poturilo, ker smo ga tehnično gledano samo poturili naprej. Ko se nam ne da preveč ukvarjati z izbiro darila in v darilno vrečko vržemo prvo bedarijo, ki nam pade pod roke, rečemo, da smo podarili bedarilo. Če na drugi strani prejmemo tako bedarilo in se ga na videz razveselimo, rečemo, da nas daje sprenevdušenje. Posebnemu darilu, ki ga ne bomo pozabili nikoli, rečemo legendarilo. Če pa nekdo ne da veliko na obdarovanja, pozablja kupiti darila ali kupuje samo najcenejše reči, rečemo, da je malodaren. Ko sodelavke zberejo denar in kupijo darilo, vi se pa samo podpišete na voščilnico, rečemo, da ste se prišenkali zraven. In kaj izpostaviti kot besedo tedna? Kaj je najbolj pogosto darilo, ki ga dajemo? Paket kave, kaj ne da? In kavi, ki jo v zadnjem trenutku poberemo na najbližji še odprti bencinski črpalki in jo nesemo nekomu v dar, rečemo dar kafe. Simpatično, kaj ne? Dar kafe. Ja, kava ima svoj čar, saj je najmanj tvegan dar. S kavo res ne morete zgrešiti. Hoteli ali ne, zagotovo tudi vi te dni nekomu podarite dar kafe. Našo tokratno besedo tedna. Ejo, ti si že subscriber. Ja, valjda. Kdo pa še ni? Jelega. Ja, pa kaj čakaš, človek? Zresni se vendar!